ponovno po novem letu skupaj. Vesela sem, da ste se vzeli čas in v tem precej slabem primeru prišli do nas, zato da boste slišali predavanje dr. Renata Podbersiča z naslova Preganjanje Judov na Primorskem med holokaustom. In sicer današnje predavanje posvečamo mednarodnemu dnevu žrtev holokausta, ki se jih spominjamo 27. januarja. Na ta dan, oziroma en dan kasneje, je bil Renato tudi na mednarodnem simpoziju v Mariboru, Šoa, spominjamo se, kjer je tudi predaval na to temo. In Renato je pač eden redkih strokovnjakov v slovenskem prostoru, ki se znanstveno raziskovalno ukvarja s tematiko holokausta. Želela bi mu seveda še enkrat čestitati za njegovo znanstveno raziskovalno delo, ki ga je lani zagovarjal na Primorski univerzi v Kopru in ga v letošnjem letu namerava izdati tudi v knjižni obliki. Več o Renatu in njegovi poti, njegovem delu nam bo povedala vodja znanstveno-raziskovalnega programa na študijskem centru, dr. Tamara Griser-Pečar. In Tamara, zdaj ti predajam besedo in še enkrat čestitke in vse dobro še naprej na znanstveno-raziskovalnem področju. Vse prav lepo pozdravljam. V okviru dizertacij, ki jih predstavljamo, in sicer s temo kršitve množičnih človekovih pravic na Slovenskem, predstavljamo danes seveda prvo tako dizertacijo našega kolega, ki je julija 2016 uspešno zagovarjal doktorsko dizertacijo z naslovom Judovska skupnost na Goriškem 1900 do 1950, mentor je bil dr. Egon Pelikan. Mislim, da posebej Renata Podberšiča, zdaj moramo reči doktorja Renata Podberšiča, ni potrebno predstavljati. Kljub temu mi dovolite, da rečem nekaj besed. Je seveda Primorc in se s Primorsko ukvarja zelo intenzivno. To je, pokaže tudi recimo daljša razprava, ki je zdal o oljkarstvu na Goriškem, pa z vsemi mogočimi drugimi prispevki v strokovnem in znanstvenem tisku, pri Mohorjevi, koledarju in tako naprej. Renato Podberšič je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani s temo Razvoj goriškega podeželja v dobi narodnega prebujanja. Potem je leta 2004 zagovarjal magistrsko nalogo na temo Katoliška cerkev na Goriškem med Prvo svetovno vojno, torej ukvarja se ne samo z judovstvom, temveč tudi zelo intenzivno z katoliško cerkvijo. Je bil prej zaposlen, najprej je delal seveda kot kustos in kot turistični vodnik, tudi mislim, da 11 let. Od leta 2005 je bil zaposlen na sektorju za popravo krivic pri Ministrstvu za pravosodje. Iz tega je potem išlo seveda tudi naš inštitut, študijski center za narodno spravo, leta 2008. Ukvarja se z proučevanjem totalitarizmov v 20. stoletju na Slovenskem, kot sem že rekla, posebej na Primorskem. Tukaj je izdal monografijo Revolucionarno nasilje na Primorskem, Goriška in Vipavska 1941 do 1945. Pripravlja zdaj drugi del tega nasilja na Primorskem, to teče naprej.
Potem pa seveda se ukvarja z raziskovanjem preganjanja Judov na širšem srednjeevropskem prostoru, kot je rekla dr. Valič Zverova, je eden redkih, ki se ukvarja znanstveno z to problematiko. Je pa tudi na fakulteti za humanistiko v okviru univerze v Novi Gorici, deluje kot asistent za novejšo zgodovino. Ker smo že rekli, da se ukvarja z problemom Judov, je treba tudi omeniti, da je razstava Judovska skupnost na Goriškem trenutno na ogled v Mariboru. Pripravil pa je tudi odmevno razstavo Judovski vojaki na Soški fronti, ki je gostovala doma in v tujini, tudi na Dunaju, da smo imeli priložnost jo videti. Poleg tega pa ima Renato Podberšič še druge interese, kot recimo Soško fronto, kjer sodeluje v uredniškem odboru revije Na fronti in sodeluje v Inštitutu seveda za socialno in versko zgodovino iz Gorice. Torej, Renato, se pa dajem besedo tebi, da predstaviš svojo dizertacijo. Hvala Tamari za besedo. Hvala vsem, ki ste prišli. Čeprav je slabo vreme, ampak kar v poletnem številu, vse skupaj bi lepo pozdravil. Posebej še dragega tržaškega rojaka, doktorja Dražeta Štoko, ki je bil dolga desetletja nosilec slovenskega življa v Trstu, v okolici, nasploh na onoj strani tako imane nekdanje meje. Hvala obema uvodničarkam za besedo. Dejansko bom poskušal predstaviti tisto, čemu rečemo moja doktorska dizertacija, ampak sem vseeno poskušal zadeve nekoliko aktualizirati. Predvsem sem pa poskušal sintetično zajeti širši primorski prostor. Res je, moja doktorska dizertacija bila predvsem namenjena Gorici, ampak tukaj sem želel vključiti tudi tržaško skupnost, judovsko skupnost, ki je bila oziroma je še vedno povezana z goriškim prostorom. To sobivanje je vzajemno. Potem bi pa za uvod še nekaj rekel, ki ni strogo znanstvenega namena, ampak vendarle, da bomo stvari razjasnili. Pogosto me kolegi, prijatelji sprašujejo, zakaj se ukvarjam z judovstvom. Moram povedati takoj, da nimam nobenega sorodnika, da bi vedel 500 let nazaj, da bi bil judovskega porekla, to je klišno, raziskano. Ampak moje zanimanje za judovstvo nekako se naplaja iz tistih besed, ki jih je izrekel pokojni papež Janez Pavel II. Leta 1986, ko je obiskal kot prvi papež v zgodovini rimsko sinagogo in je rekel, Judje, naši starejši bratje. Torej, če se imam za kristjana in se imam za kristjana, domnevam, da poznavanje krščanstva brez poznavanja judovstva je praktično nemogoče. Toliko o tem za uvod. Sama tematika govori o Judih na Primorskem, lepše bi rekel na nekdanjem prostoru Judejske krajine, če hočete na ozemlju, ki je zamejeno z nekdanjo Rapalsko mejo. Torej, na tem območju so včasih, govorimo pred drugo svetovno vojno, obstajale 4 dejavne judovske skupnosti. 3 so bolj vegetirale, če govorimo po številu prebivalstva, to govorimo Opatija, Reka in Gorica. Središče judovskega življa, tako ekonomsko, kot tudi socialno, politično, tudi konec koncev po kritični masi, je bilo v Trstu. Trst je bil in je še vedno središče judovstva tako v severovzhodni Italiji še danes, kot tudi za celotno ozemlje današnje Republike Slovenije. Ne smemo pozabiti, da tržaški rabin še vedno skrbi za vse preostankov, če temu lahko rečemo, današnjih slovenskih judov,
ki jih je morda na slovenskem ozemlju upisanih v skupnost 130, pa potem še nekaj 100 verjetno ljudi judovskega porekla. Torej za te, ki imajo središče v Ljubljani, skrbi rabin iz Trsta, trenutno Ariel Hadad. No in na tem območju, se pravi Trsta, Gorice, Reke nekoliko kasneje, so judovske skupnosti izpričane že v zgodnjem srednjem veku, oziroma po neke vrste, bi rekli, bolj analogiji, oziroma po razmišljanju, ki se pojavlja v delu literature. Čeprav prve listine, ki dokazujejo obstoj judovskih skupnosti tako v Gorici kot Trstu, segajo za Gorico druga polovica 13. stoletja, za tržaško območje pa približno 100 let prej. To so arhivski viri, ki pričajo o raznih posojilno-dajalnih pogodbah, ki determinirajo judovsko prebivalstvo na našem ozemlju. V Gorici so Judje imeli svoj geto, nedvomno že v 17. stoletju, medtem ko kažejo nekateri indici že v 14. stoletje. Vendar o tem prvem getu iz 14. stoletja ne vemo nič. Vemo pa za ta, ki je stal v 17. stoletju, to je ulica Kočevja, to je ulica Koč, direktno po slovensko, pod Goriškim gradom nad Raštelom, kjer so si v 1648 uredili geto. Na Jude v Gorici še danes spominja lepo ohranjena sinagoga, ki je za razliko od sinagoge v Trstu nedelujoča. Kaj to pomeni? Judje so tukaj bili prisotni dolga stoletja in to bi bila tudi tema današnjega našega srečanja do holokausta. Kajti holokaust pomeni izbris, popolni izbris ali skoraj da popolni izbris Judov iz našega prostora, dejansko kontinuitete so leče samo še v Trstu, kar je bilo že vodoma povedano. Tako v Trstu kot v Gorici si Judje zgradijo svoje sinagoge. Lepa je, kot smo omenili, v Gorici iz 18. stoletja, ki je narejena v tipičnem baročnem srednjeevropskem judovskem stilu. In tudi zelo impozantna sinagoga sredi Trsta, verjetno ena največjih, nedvomno pa ena najlepših v Evropi, iz leta 1912. Tudi ta kaže srednjeevropske judovske vplive, kajti večina judovskega prebivalstva na našem območju, govorimo o mejnem območju Slovenije in Hrvaške, se je napajala iz centralne Evrope. Torej iz tistega, čemu rečemo Aškenazis, ali to pomeni po naše nemške dežele, naše Nemčije, Poljske, Češke, Slovaške, Romunije, Ukrajine, tudi Litve celo. Od to so prihajali, se ukvarjali v glavnem z raznimi posojilnimi dejavnostmi, potem denarnimi posli. Pozneje preidejo v tercialni, celo kvartalni sektor, torej najdemo veliko v upravi, bodisi v mestni upravi, bodisi med zdravniki, advokati, lekarnarji. Skratka, tukaj je število prebivalstva kot drugod, tudi na Goriškem in Tržaškem, nadpovprečno zastopano. Zdaj, Judje v glavnem se napajajo iz tega centralnoevropskega prostora, je pa med njimi tudi nekaj sefardskih družin, zlasti pomembna tukaj rodbina Bolafjo, ena redkih, uspešnih in tudi verjetno najbolj razširjenih sefardskih družin. To je Judi, ki prihajajo iz Pirenejskega polotoka, se imenuje sefardski Judje, kajti Sefarad pomeni po hebrejsko-španske dežele. In tretja veja judovstva, ki je prisotna na našem koncu, tudi v Trstu, Gorici, so pa Judje, ki izhajajo iz italijanskega prostora in imajo na tem prostoru že, lahko rečemo, 2000-letno zgodovino, prisotnost potrjeno iz časa Rimskega imperija. Torej, njih determinirajo predvsem priimki, ki imajo imena po italijanskih mestih. Torej, Ascoli, Milano, Torino, Jona, Reggio in tako naprej. To so priimki, ki nedvomno zadevajo pripadnike tako imenega italijanskega judovstva. In ves ta material, če temu tako rečemo, se nahaja še vedno tudi v naših krajih. Zdaj, kaj je ostalo od tega judovstva? Kot bomo videli, zelo malo. V Gorici praktično nič, v Trstu pa nekoliko več. Goriško judovstvo je determinirala ta oseba, in sicer Graciano Izaija Ascoli, ki velja za enega največjih jezikoslovcev italijanskega rodu, judovskega rodu, seveda rojen je bil v tej hiši na vaši levi strani, ki je tudi bila potem središče slovenskega življenja v Gorici v koncu 19. stoletja, kajti Ascoljevi so hišo prodali Tomkljevim, znameniti goriški
tudi plemiški potem po plemenitveni družini. No in Ascoli je veljal za zelo velikega, pomembnega jezikoslovca, deloval je na univerzi v Milanu in je tudi avtor toponima Julijska krajina oziroma Venecija Giulia. Zanimivo, da v pomladi narodov se je Ascoli postavil na stran italijanskih, recimo temu političnih, gospodarskih, socialnih ciljev, pričakovanj, risorgimenta. Kaj to pomeni in zakaj to pripovedujem? Zaradi tega, ker se je potem po njegovih poteh šla tudi večina judovskega prebivalstva, velika večina tako v Trstu kot v Gorici. Torej, sprejemala je italijanske ideje, italijanskega preporoda, risorgimenta, združitve Italije na, recimo temu, škodo večinskega slovenskega prebivalstva. Tudi Ascoli je bil tista osebnost, ki je ob revolucionarnem letu 1848 dal pobudo, da Gorica je bila vedno italijansko mesto, da so Slovenci seveda dobrodošli v mestu, ampak se morajo zavedati tega, da bo Gorica vedno ostala italijanska in je svetoval slovenskim Goričanom, naj si najdejo drugo deželno središče v deželi in jim je imponiral mesto Ajdovščina. Torej, kot smo rekli, potem je šel živeti v Milan, tam umrl in ta hiša, ki leži v nekdanjem getu, to je pogled na goriški geto, je danes v lasti občine Gorica. Zdaj, samo judovsko prebivalstvo v tem območju nikoli ni bilo številčno. Če lahko rečemo v Trstu, da jih je bilo približno 7000 pred Prvo svetovno vojno, v Gorici še nekoliko manj. Dejstvo pa je, da so bili zelo močni, ekonomsko močni, pomembne funkcije so opravljali, najdemo jih veliko med novinarji, kot sem rekel prej, med upravnih službah, profesorji in tako naprej. Za Gorico se je prijelo celo ime v tistem času Jeruzaleme s horizoncom, mi bi prevedli kot Jeruzalem ob Soči. To ne kaže njihovo številčno kot ekonomsko in siceršno družbeno moč, ki jo dejansko izvajajo tako v Trstu kot v Gorici. Zdaj, njihovo naravno zaledje je bila Srednja Evropa, o tem smo že nekaj rekli, in to zaledje se je pretrdalo s koncem Prve svetovne vojne. Kajti po koncu Prve svetovne vojne, po razpadu države, po korakanju italijanske vojske na Primorsko, se spremeni državnopravni status, ampak to za Jude pomeni prehod iz zveze judovskih občin na Dunaju, judovskih občin Avstrije na Dunaju, pod zveza judovskih občin Italije v Rimu. In tradicionalna, stoletna prisotnost, vpetost judovstva v centralno Evropo, tako Trsta in Gorice, se kaže tudi v upadanju števila prebivalstva. Število judov se izrazito manjša, seveda iz preprostega razloga, ker veliko se jih izseli, obstajajo že načrti o državi Izrael, oziroma želja po vrnitvi v Palestino, marsikdo išče boljšo pot v Švici, zlasti pa v Združenih državah Amerike. Tradicionalne povezave so prekinjene in število judov tako v Trstu, še bolj po Gorici, začne naglo padati. Zdaj, ko Judje spremenijo državnopravni status iz ene države v drugo, postanejo seveda italijanski državljani, ne vsi, ampak velika večina, in se priključijo judovstvu v Italiji, ki je pred Drugo svetovno vojno štelo približno slabih 50 000, recimo dobrih 45 000 judov, to je približno bilo 1 promil prebivalstva. Naj takoj povem, da so bili Judje zelo vpeti v italijansko državo pred Prvo vojno, kot so bili avstralski Judje vpeti v avstrijsko državo, Habsburško monarhijo pred Prvo svetovno vojno. Tako da jih najdemo dejansko na obeh straneh frontne linije v Prvi svetovni vojni. Nekateri dosežejo celo velike, pomembne vojaške čine, recimo načelnik oziroma pribočnik italijanskega kralja, nominalnega poveljnika italijanske armade, je bil Guido Ottolenghi, pripadal je najbolj znanih italijanskih, rimskih judovskih rodbin. Na avstralski strani tako velikih činov Judje niso dosegali. Ampak vse se spremeni, ko se meja zareže v ta prostor in razdeli enotno ozemlje. Povedal sem, da so obstajale 4 skupnosti, Reka, Opatija, Gorica in Trst, in dejansko velika večina Judov tukaj normalno živi, sicer zlasti za Gorico velja obnovijo sinagogo, ki je bila uničena na Prvo svetovno vojno, vključijo se v središčne italijanska judovstva, to je v Rim, in še naprej opravljajo svoje posle. Velika večina jih pripada
srednjemu sloju in precej dobro živijo, tako v Trstu kot v Gorici. Število Judov v Gorici pada. Zakaj smo povedali? Zato, ker se mesto pač izloči iz tega srednjeevropskega naravnega zaledja in seveda to posledično pomeni, da v mestu ostajajo starejši, mladi se izsiljujejo, novih prilivov pa ni več. Potem pa nastopi leto 1938. Zakaj je to leto pomembno? Zaradi tega, ker Italija začne sprejemati protijudovsko zakonodajo. Zdaj boste rekli, Italijani niso bili antisemiti kot Nemci, oziroma lepše postaviti to jezikovno nijanso, fašizem pa nacizem. Dejstvo je, da tukaj gre iskati velike razlike med fašističnim in nacističnim pojmovanjem judovstva vsaj v začetku. Kajti, če je bilo nacistično gibanje že v svojem izvoru globoko zraščeno z antisemitizmom, torej je bil boj proti judom eno temeljnih vodil nacistične stranke, takoj ob njeni ustanovitvi, ob koncu Prve svetovne vojne, zlasti pa po njenem prihodu na oblast, temu ne moremo reči tako za fašistično gibanje. Sam Mussolini dejansko ni kazal kakšnih antisemitskih tendenc. Vsaj ne v začetku. Imel je veliko svojih judovskih prijateljev. V njegovem socialističnem gibanju, zelo dejavnem pred prvo vojno in tudi med vojno, je bilo veliko italijanskih judov in ne pozabiti, njegova dolgoletna ljubica je bila Margarita Grassini Sarfatti, tipična italijanska judovska primka. Margarita je bila 3 leta starejša od svojega prijatelja, ali kako ne rečem, ljubimca, priležnika, karkoli že bil. In ne samo to, bila je tudi tista, ki je napisala prvo, temeljito in tudi v angleščino prevedeno knjigo Dux Duce, torej vodja stranke fašistične. In to je prvo biografsko delo, ki govori o Mussoliniju. V tem času Mussolini ne kaže nobenih tendenc, ki bi ga lahko nagibali na protisemitsko stran. Kot sem omenil, imel je celo judovske prijatelje, imel je judovsko ljubico, z njo ni imel otrok, seveda, tudi potem, ko se poročil z Dono Rakelo, znamenito njegovo ženo, je še zmeraj ga šmiral z Margarito. Margarita samo en ekskursije potem leta 1934 je emigrirala v Ameriko, potem preživela vojno v Urugvaju pa Argentini in se potem po vojni šele vrnila v Italijo, umrla v miru kot častnikarka v Rimu, globoko po drugi svetovni vojni. Je pa res, da v Italiji je bil prisoten, recimo temu, verski antijudaizem, ki ga je utelešala na političnem nivoju predvsem revija Nova Era Nova, ki jo je urejal Giovanni Preziosi, eden desnih rok, recimo temu Mussolinija, imel se je za strokovnjaka za antisemitizem in tam se je dejansko izlival žolč na italijansko judovstvo. Italijansko judovstvo je, kot večina njihovih sodržavljanov, globoko podprlo prihod Mussolinija na oblast in fašizma na oblast. Zlasti v obmejnih deželah, kjer je bil še tako živ ta konstrukt obmejnega fašizma, fašizmo di confine, ki se je napajal na eni strani identističnem gibanju in v drugem nacionalističnem, šovinističnem, zelo odklonilnem do vseh tako imenih drugorodcev, tukaj mislim predvsem na Slovence in Hrvate v Istri. In v tem gibanju je bilo veliko italijanskih judov, tržaških, pa tudi goriških judov. Ne pozabiti, da med 42 člani, ki se iz Julijske krajine udeležijo pohoda na Rim, je bilo kar 24 judov. Torej več kot polovica iz teh koncev je bila judov oziroma judovskega porekla. Torej, stvari se začnejo počasi spreminjati potem, ko se Italija začne približevati nacistični Nemčiji. Če berete Hannah Arendt, dejansko že ona v svojem izvoru totalitarizmu postavi neenačaj med nacizmom in fašizmom. In tudi Italija v začetku iskala svojo pozicijo na evropskem zemljevidu. Ampak, ko postane jasno, da si izbral novega zaveznika sredi 30 let 20. stoletja, se začne tudi na tako imenem antisemitskem, ali če hočete, protijudovskem razpoloženju v Italiji nekaj spreminjati. Zlasti je to očitno potem,
ko Italija napade Etiopijo. Italija napade Etiopijo, leta 1935, Društvo narodov posledično seveda sankcije uprizori, oziroma jih okliče sankcije proti Italiji in seveda se novi zaveznik pojavi na strani nacistov. To gibanje pa je že iz začetka kazalo svoje jasne antisemitske tradicije, imelo je celo to v programu in tudi preganjanje Judov se je v Nemčiji začelo takoj po prihodu nacistov na oblast v začetku leta 1933. S tem, da Nemci so najprej v prvem obdobju Jude detektirali, torej kdo je Jud, to so počeli leta 1935 s sprejetimi Nürnberškimi zakoni, izločali so jih iz družbe in jih nekako prisiljevali na emigracijo, torej odhod v tujino. V Italiji vsega tega ni bilo v prvem obdobju. Šele leta 1938 dozori to približevanje Nemčiji in pa tudi vzpon skrajno desnih protijudovskih elementov v stranki fašistične Lutemire, tukaj so omenil prej Giovanni Preziosija, bi lahko omenil še Achillea Staraceja in tako naprej, cel kup teh protisemitov, ki pridobivajo moč v italijanski politiki. In Italija se začne spomladi 1938 ozirati po zakonski rešitvi, zakonski postavitvi Judov izven državnopravnega okvira. In to dejansko se zgodi potem jeseni 1938, ko je v Italiji sprejetih cel kup kraljevih dekretov, Italija je namreč kraljevina med vojnama, ki Jude postavljajo izven zakona. Zdaj ste vprašali, kakšna je bila razlika med pojmenovanjem judovstva pri nacistih in kakšna pri fašistih. Ena osnovna premica, ki se je dotikamo v vsem času, ko govorimo, pa raziskujemo o teh zadevah, je ta, da nacisti so Jude preganjali, izločali iz družbe, jih potem zapirali v taborišča in jih tudi sistematično pobijali, zlasti od Vanzejske konference naprej. Medtem ko v Italiji temu ni bilo tako. Italija kljub vsemu je ohranjala do judovskega prebivalstva, zlasti do tako imenih domačih Judov, torej tistih Judov, ki so imeli italijansko državljanstvo, da bo rekel benevolenten odnos, ampak jih je zgolj zapirala v taborišča, v glavne Jude, ki so bili tujega državljanstva, domače je pa izločila iz družbe in jih nekako obsodila na izgon iz družbe, torej na neke vrste hišni pripor, izgubo službe, ni jih pa zlasti domačih zapirala v taborišča in jih potem pobijala. Tega pri Italijanih ni bilo. Za oba primera, tako nemški kot italijanski, sta imela tako en biološki pristop, torej rasna podlaga. Jud je vsak, ki se je rodil judovskim staršem. Ne glede na to, ali je judovske vere ali ni judovske vere. Zakaj to poudarjam? Zaradi tega, ker je zlasti v Italiji, ki je takrat še globoko katoliška država in imel sveti sedež, pozneje Vatikan, močan vpliv na italijansko javno mnenje, je bilo veliko Judov, ki so bili pokristjanjeni oziroma pokatoličanjeni, ki so pristopili v judovstvo. Tudi za te se je nekako uveljavil izgon iz družbe. Ampak, če so nacisti jemali po Nürnberških zakonih judovstvo po starih starših, bilo je važno, da je nekdo imel dva starša in več judovskega porekla, stara starša, so Italijani jemali judovstvo posameznika po starših. Torej, važno, ali so bili starši Judje ali ne. Kajti tistega mestne stopnje, ki so jo Nemci poznali pod izrazom mišlinge, torej mešanci, Italijani niso poznali. Italijani je bilo samo, a si Jud po njihovi rasni zakonodaji ali nisi Jud. Medtem ko Nemci imajo še mestno postajo tako mešancev. Zdaj, če se povrnemo na naše kraje, rekel sem, da judovstvo upada, tako v Trstu, še bolj v Gorici. Ampak druga polovica 30 let pomeni neka vrste renesanstvo za judovstvo v tem primorskem prostoru. Boste rekli, zakaj pa? Iz preprostega razloga, ker se iz Nemčije, Avstrije, tudi iz Poljske, začnejo valiti kolone judovskih beguncev, ki bežijo pred nacizmom
Najprej v Nemčiji, v Avstriji, potem tudi na Poljskem, Češkem, Protektoratu, Slovaškem, kjer jim bodisi jih preganjajo ali pa jim grozi preganjanje. In ogromno Judov se steka v Trst, ki ga vidijo kot vrata proti Sionu, vrata proti vzhodu, vrata proti izhodu v emigracijo. Zdaj, večina evropskih držav zapre meje za judovsko prebivalstvo, nimajo dejansko kam pobegati. Na konferenci v Vianu leta 38. julija meseca, kjer je nekako poskus reševanja judovskih beguncev, vsi zaprejo. Američani imajo kvote, južnoameriške države imajo probleme z vizumi, edino Dominikanska republika pokaže neke vrste možnost naklonjenosti, da bi Judje se lahko tja naselili. Ampak tudi to zaradi oddaljenosti se ne uresniči dokončno. No in veliko te beguncev na jugu Evrope išče svojo rešitev preko Trsta in Trst, Gorica tudi, tu nam kaže policijska poročila ohranjena, takrat veliko judovskega prebivalstva se tukaj naseli, bodisi začasno, bodisi tudi bolj trajno. Začne se pa septembra 1938, ko Mussolini privede eno veličastno turnejo po severovzhodni Italiji in tukaj, prav na trgu Piazza Unità, ali velikem trgu v Trstu, razglasi sprejetje proti judovskih zakonov tudi v italijanski državi. Zdaj boste vprašali retorično vprašanje, zakaj je Mussolini izbral Trst za razglasitev italijanskih proti judovskih zakonov. Odgovor je več možnih, ampak verjetno, najbolj verjetna sta ta dva. Prvič, ker je bil Trst tretje največje oziroma četrto največje judovsko mesto v Italiji, za Rimom, Livornom in Milanom. In drugič, ker je v Trstu bilo veliko tovarn, uradov, firm, zavarovalnic, ki so imele bodisi deloma, bodisi celoti judovski kapital, judovsko premoženje. Verjetno tukaj treba iskati. Morda bi bil tretji razlog še ta, da je s tem hotel Mussolini pokazati, da je Trst italijansko mesto, bližnjim sosedom, če hočete, Hrvatom in Slovencem. Torej, ko so zakoni sprijeti, nastopi velika ofenziva medijev italijanskih po vseh mestih, ki izdajajo časopisje z velikimi naslovi, izdajajo se knjige, ki kažejo Jude kot manj vredne prebivalce italijanske kraljevine. In dejansko s tem nekako se napoveduje isto, kar se potem zgodi med samo drugo svetovno vojno. V tistem času je Trst daleč največje judovsko mesto na tem koncu Evrope. Tako reka, Opatija kot Gorica gravitirajo proti Trstu in Trstu takrat živi približno 85% vseh Judov v celotni julijski krajini, vključno z Zadarsko provinco v Dalmaciji. O tem, kar se je zgodilo, dejansko veliko vemo iz spominov. Tukaj bi izpostavil predvsem spomine Marcela Morpurga, ki je umrl pred 4 leti, imel je 95 let skoraj da. Marcela Morpurgo velja za enega tistih profesorjev, navdušenih idealistov, globoko vernih Judov, ki je dosegel akademsko izobrazbo na univerzi v Padovi, preživel vojno kot skrivač in potem kot navdušenc nad Izraelom emigriral v novo nastalo državo Izrael in na konca ostal povezan z Italijo, bil italijanski prevajalec tudi v Izraelu, uradni, in je ohranil imenitne spomine, ki nam poskušajo, če jih beremo seveda v italijanščini, kakšno je bilo judovsko življenje na Primorskem, zlasti v Gorici, med obema svetovnima vojnama. Zdaj, večina Judov, ki je ostajala na tem prostoru, ki se ni odločila za izselitev v Ameriko, Švico ali pa še največ v Palestino, ni imela kakšne empirične izkušnje preganjanja. Vedeli so, da se vojna začenja, ali pa da se bo začela, čutili so to, poznali so preganjanje v Nemčiji, ampak govorili so o tem, da se Italija ni taka. Ta sintagma Italijani brava gente, dobri ljudje, je bila prisotna tudi v judovski skupnosti. In če berete ta odlomek, seveda v italijanščini, prevod je moj, kakšno je bilo razumevanje
položaja Judov tako v Gorici kot v Trstu v tistem času kaže na veliko popolno naivnost. Velika večina je verjela, da dejansko je fašizem v svojem bistvu dober, naklonjen Judov, da je Italija njihova domovina in pa da je to nekaj prehodnega, da prej ali slej bo to šlo mimo in ljudje bodo spet živeli kot enakopravni državljani z ostalimi prebivalci kraljevine tedanje Italije. Ampak te naivnosti ni bilo konca. Nastopila je druga svetovna vojna. Italija junija 1940 vstopi na stran silo sil, napove vojno zahodnim zaveznikom in takrat se začne za italijanske Jude tisto, čemu rečemo neposredni izgon iz družbenega življenja. Najprej to doleti tiste Jude, ki so bili prebivalci Italije, vendar niso bili italijanskega državljanstva. Ustanovijo nekaj taborišč, najbolj znano je Ferramonte di Tarsija, blizu Kozence, v Kalabriji, bližnji Italiji. Tam jih internirajo. Medtem ko ostale pa upokličajo na prisilno delo. Moški v Gorici recimo so delali na žagi, to je originalna fotografija, ženske so šivale obleke za italijansko vojsko. Po delu so šli domov in njihovo življenje je dokaj mirno potekalo do septembra 1943, do prihoda nemške vojske po kapitulaciji Italije na Primorsko. Torej, Judje so izločeni iz družbenega življenja, ne služijo vojske, so, recimo temu, drugorazredni državljani, veliko jih je na prisilnem delu, ampak obstaja, tako kot v italijanski kulturi, veliko razlogov, da se to prisilno delo nekako človek mu lahko izogne. Veliko izjem in dejansko od teh Judov, ki vztrajajo v Gorici pred drugo svetovno vojno, približno 200 jih je bilo samo še, samo približno 1/20 jih uspejo poklicati na prisilno delo. Drugače se izognejo z raznimi izgovori ali pa zdravniškimi potrdili. To so upoštevali italijanske oblasti. Potem pa nastopi prelom z vsem skupaj, ko nemška vojska koraka na to območje. Nemška vojska koraka in seveda takoj pokaže tisto, čemu je namenjena od vsega začetka prisotnosti na območju od jeseni 1943. Dogaja se to, kar prej poznamo v ostalem delu Evrope, se pravi v srednji, predvsem v vzhodni Evropi, pa tudi na Balkanu, izvajanje dokončne rešitve, izvajanje holokausta, ki se nadaljuje z istimi metodami, kot jih poznamo iz številnih taborišč, predvsem uničevalnih taborišč na današnjem Poljskem in zahodni Ukrajini. Tukaj je treba izpostaviti eno osebo. Ta oseba, verjamem, da ni ubila nobenega Juda. Osebno ne. Bila je pa nedvomno zaslužna, zaslužna v navednicah, da so številne judovske skupnosti, judovske družine bile izbrisane iz tega območja. Govorimo o našem tržaškem rojaku, ki je bil deloma slovenskega rodu in je nedvomno eden največjih zločincev deloma slovenskega rodu v naši zgodovini. Govorimo o Odilu Globočniku. Njegov rod izhaja iz Tržiča. Rojen je bil v Trstu 1904. Človek ima na vesti med 1.200.000 pa 1,5 milijona judovskega prebivalstva, ne samo judovskega, ampak predvsem judovskega prebivalstva. Bil je vodja tako imene Akcion Reichardt, to je šifrirano ime za operacijo na današnjem Poljskem, osrednjem Poljskem, kjer je vodil in organiziral taborišča Sobibor, Treblinka in Majdanek, kjer je izginilo veliko judovskega prebivalstva Češke, Poljske, Nemčije v letih 42 in 43. S svojimi bogatimi izkušnjami se prvi dni oktobra 1943 znajde v Trstu, kjer osnuje svoj štab, s seboj pripelje približno 100 sodelavcev, samih preverjenih nemških in avstrijskih nacistov in dejansko začne s čiščenjem. Če Italija do septembra 1943 ni poznala množičnega zapiranja, predvsem pa ne množičnega morjenja Judov, se to spremeni
z nemškim prihodom. Ne samo v Julijski krajini, ampak celotni Italiji. Začne se tisto, če v italijansko zgodovinopisje reče la caccia al ebreo, lov na Jude. Torej, nemški vojaški stroj stoji kot stoji, ampak ena od prioritet je, da se zbere in pelje v nemška taborišča čim več judovskega prebivalstva. In eno od 4 pomembnih taborišč na severu Italije, morda najbolj prostrulo, je prav taborišče pri Sveti Soboti, nekdanja goščilnica Riža, danes spremenjena v muzej, kjer Nemci uredijo eno izmed 4 zlasti prehodnih taborišč in edino, ki je imela tudi svoj krematorij, torej svojo peč, krematorijsko peč za sežiganje mrtvih na tleh današnje Italije. Torej, nobeno drugo taborišče prehodno ni imela lastnega krematorija. Skozi to taborišče je šlo približno 20 do 25 tisoč internirancev, velika večina Judov, ki so potem šli tudi v nemška, ne velika večina Judov, ampak veliko Judov, ki so šli potem nadalje v nemška taborišča, Dachau, Mauthausen, Bergen-Belsen, zlasti Judje pa v uničevalno taborišče Auschwitz. Torej, tukaj so vodili transporti, ki vozijo proti severu. Ti transporti vozijo praktično do konca, kaj rečemo do konca, zadnji transport zapusti Trst 1. dni februarja 1945. Torej, Nemčija se sesuva, ampak transporti vozijo, mislim, da jih je bilo okoli 25, ne gre za besedo, ampak pa sem že pozabil. Torej, ti transporti vozijo, tukaj so zaprti ne samo Judi, ampak tudi drugi antifašisti, italijanski, slovenski, hrvaški, tudi tukaj jih pobijajo. Ampak mi govorimo danes o judovski zgodbi. Skozi to taborišče grejo Judije iz Reke, Opatije, Trsta in Gorice. Dejansko njihove zgodbe so žalostne. Zakaj? Ker velika večina, ki jih odpotuje iz tega taborišča, se nikdar ne vrne. Recimo tukaj imamo primer rodbine Mikelšteter ali Micheleti. Micheleti je po italijanščina oblika priimka Mikelšteter, tipičen judovski goriški priimek. Gospa Ema Mikelšteter, mati slavnega filozofa Karla Mikelšteterja, je bila stara 89 let, velja za najstarejšo žrtev goriškega holokausta. Ko so jo aretirali skupaj z ostalimi Judi v Gorici, novembra 1943, poslali v taborišče, prehodno taborišče Rižarna in potem od tam naprej proti nemškim taboriščem, ki jih nikoli ni dosegla. Umrla je na vlaku, vlak so ustavili, mrtve pometali z vlaka nekje v Avstriji, blizu Salzburga, in tam je končalo tudi življenje Eme Mikelšteter. Zanimiva je njena hčerka Paula, je umrla v taborišču Auschwitz, tja prišla, bila izbrana na selekciji za krematorij. Hčerka Elda je pa preživela, oziroma Elda je umrla, Paula je pa preživela v Švici, ker se je tja zatekla pred drugo svetovno vojno. Ker je bila v Švici, ni bila dosegljiva nacistom in je edina od družine preživela. Torej, nacisti izvajajo pogrom, genocid, ubijajo Jude, kot in ostali deli Evrope, tudi iz našega konca. Zlasti to je hudo v Gorici, ker v eni noči iz 23. na 24. november 1943 poberejo vse preostale Jude, ki so ustrajali v mesto. In jih pošljajo v to taborišče, kot veliko večino Judov iz cele Evrope, tukaj jih je umrlo več kot 1 milijon, tudi večina naših Judov, taborišče Auschwitz, fotografija, ki kaže, kako je potekalo prihod v samo taborišče in potem selekcija prebivalstva judovskega in potem karkoli se že z njimi dogajalo. In najbolj znan je, ali pa najbolj krut je podatek, da se je iz tega konca, iz našega goriškega konca, sta se od 48 odpeljanih samo 2 vrnila v mesto po koncu vojne, pa še ta 2 so se potem zaradi spremenjenih geostrateških in tudi siceršnjih zaposlitvenih razmer izselila v Ameriko, oziroma gospa Steinman v Izrael, gospod Jakoboni v Venezuelo, in drugi so vsi umrli, velika večina v Auschwitzu. Zdaj, če se povrnemo nekoliko nazaj, rekli smo, da Jude tukaj iz tega prostora jih transportirajo nemška uničevalna taborišča. Tako Trst,
kot reka, kot Opatija, kot Gorica v tem času izgubijo največji ali pa večino judovskega prebivalstva. Velika večina smo omenili v Auschwitz. Rešijo se tisti, ki se bodisi skrijejo, bodisi pravočasno emigrirajo v Švico, druga je pot zaprta, ali pa se priključijo slovenskim oziroma hrvaškim partizanom. Tega je bilo malo, postavite zakaj pa? Zato, ker je veljalo tradicionalno nezaupanje med slovenskimi in italijanskimi prebivalci tega območja in seveda italijanski judje oziroma judje tega območja so večinoma dihali italijanskimi pljuči. Kaj to pomeni? Večinoma so sprejemali italijanske ideje, njihov občuvalni jezik je italijanščina, gibali so se v italijanskih krogih, delali so v italijanskih krogih in skratka njihovo forma mentis, njihov način razmišljanja je bil italijanski. Tudi za njih je dejansko pomenilo slovanski, slovenski svet nekaj manj vrednega. Ne za vse, ampak večino. Slovenščini so se naučili toliko, koliko pač so potrebovali pri svojem, recimo, trgovskem poklicu. Malo imamo Judov, ki so tekoče govorili slovensko. Nekaj jih je bilo, ampak manjšina. Tako da, dejansko do konca niso verjeli, da popoln izgon iz italijanske družbe pomeni tudi njihovo smrt in odvoz v nemška taborišča. Torej, Trst je bil nekoliko drugačen tukaj za razliko od Gorice. Kajti Trst je bil veliko mesto, več možnosti je bilo za skrivanje. Trst je bila tudi skupnost bolj živa. Bilo je več pripadnikov srednje generacije, ki so si nekako pomagali. Medtem ko Gorica je ohranjala starejše in otroke in ti so dejansko prvi postali žrtev nemških nacistov, ko so jeseni 1943 čistili ta prostor, oziroma Jude odpeljali v taborišča. Tako da Trst je relativno dobro preživel, dobro v navednicah. Iz Trsta je bilo žrtev holokausta predvsem manj kot iz Gorice. Če smo iz Gorice 48, iz Trsta nekaj 100, verjetno je prava številka tam okoli 500, ampak če poštevamo, da je bil Trst okoli 7000 prebivalcev judovskih pred drugo svetovno vojno, je odstotek razmeroma nizek, karkoli že ta številka pomeni. Torej, in potem, kaj se zgodi po koncu vojne? To je en primer dveh bratov, ki sta šla, bolj redki primeri, v italijansko divizijo Garibaldi, ki se je bojevala v okviru 9. korpusa in sta oba padla v bojih z Nemci leta 44 oziroma 45. Ko je pa vojne konec, kaj se zgodi? Zgodi se nek poskus revitalizacije judovskega življenja, ampak bilo je prepozno. Zlasti za Gorico, za reko nekoliko boljše, še najboljše pa za Trst. Seveda se je protijudovska zakonodaja ob koncu vojne takoj razveljavila. Judje dobijo vsaj nominalno spet pravice, ki so jih uživali pred drugo svetovno vojno, pred sprejemanjem rasne zakonodaje. Vendar je tukaj ena posebnost tega območja. To območje je leta 1945 nadzorovano strani zaveznikov. Ni še jasna državna pravna pripadnost tega območja ob koncu vojne. Torej, ali bo to italijansko, ali bo to jugoslovansko ozemlje. To velja zlasti za obe veliki mesti v Julijski krajini na Primorskem, Trst in Gorico. Tukaj pride veliko ameriških vojakov, ki v okviru zavezniške vojaške uprave upravljajo to območje. In ta negotovost je od razlogov, da se judovsko prebivalstvo le počasi vrača na svoje domove. Torej, številni tisti, ki so emigrirali, zlasti v Palestino, v Ameriko, seveda ne pomišljajo, da bi se vrnili. Tisti, ki se poskrijejo ali pa redki preživeli iz taborišč, poskušajo spet organizirati judovsko življenje. To je pomenilo še v Trstu kot v Gorici, kajti Trst je uspel ob koncu, ko na to območje pridejo Američani, nekako organizirati spodobno judovsko življenje. Zakaj? Ker je bila kritična masa dovolj velika, kajti Trst je ob koncu vojne kljub vsemu imel še več kot 2000 do 2300 judovskih prebivalstev, ki prihajajo iz katakomb oziroma iz skrivališč, nekaj iz partizanov, nekaj iz emigracije, nekaj iz
tujine, skratka, tekst je tisti še, ki uspeva, Gorica pa nekoliko manj. En močan kontribut temu lokalnemu judovstvu dajejo zavezniški vojaki. Največ to območje upravlja 88. pehotna ameriška divizija, kjer je bilo veliko ameriških vojakov judovskega rodu, judovske veroizpovedi. Imeli so tudi svojega vojaškega rabina, ruskega juda Natana Baraka, ki je nekako poskrbel, da vsaj v tem prvem obdobju je nekako prišlo do neke male renesanse, to bila da se za Gorico. Ponovno so odprli sinagogo, ponovno so organizirali društvene dejavnosti, ponovno so organizirali skupnost, ampak vse to se je prekinilo leta 1947, ko je ameriška oziroma zavezniška vojaška uprava se prenehala. To območje je bilo dokončno razdeljeno na dve državni tvorbi in zgodilo se tisto, čemu rečemo enkraten primer v svetu. Namreč, edino na tem koščku zemlje je sinagoga ostala v Italiji, medtem ko je pokopališče, ki je še zmeraj največje, najlepše, če lahko rečemo, pokopališče je lepo, v slovenski državi današnji, tukaj je pokopanih več kot 900 judov in to pokopališče je prišlo v okvir Jugoslavije. Torej, meja je zarezala, bolj v Gorici, v Trstu ne tako, in Trst je seveda še vedno nadaljeval središče judovstva na tem koščku severovzhodne Italije, kot se še danes je. Danes je judov v Trstu morda 600-650, imajo svojo šolo, svoj vrtec, svoj dom upokojencev, svoje društva, svojo knjižnico, svoj muzej, čemu v Gorici lahko samo sanjamo. V Gorici je danes sinagoga, tukaj je na majhen prostor, kjer je knjižnica, plošča ubitim judom med drugo svetovno vojno in društvo prijateljev Izraela, ki nekako združuje ne jude in skrbi, da ta sinagoga nekako ohranja tudi sakralni pomen, poleg tega pa tudi judovski pomen kot muzejska ustanova. Zdaj, gibanje števila judov lepo pokaže ta razpredelnica, recimo temu. Kako je številka sredi 19. stoletja, ko je bilo judov največ, ko so bili najpomembnejši, oziroma ko so bili najuspešnejši, ko je bila monarhija, ko so bili vpeti v življenje monarhije, številka pada do prve vojne, potem rahlo se dvigne po prvi vojni in potem v 30 letih spet pada. Dvigne se tik pred drugo svetovno vojno, ko tukaj jo napolnijo številni judovski begunci in danes je v Gorici morda še 10, morda 12 judov vse skupaj, v Trstu pa smo rekli okoli 600 do 650. To je ta žalostna zgodba tega judovstva na tem koncu severovzhodnem mejnem območju Italije in pa Slovenije, ki je bilo nič drugačno kot judovstvo številnih judovskih skupnosti po srednji in vzhodni Evropi, ki ga je zaznamoval holokaust, to uničenje, ki je terjalo približno 6 milijonov prebivalcev, žrtev med drugo svetovno vojno in ki je za marsikatero skupnost v Poljski, Litvi, na Hrvaškem, v Srbiji in tudi v Gorici pomenil žalostni konec. Temu je bilo tudi namenjeno današnje predavanje, torej 27. januarju 1945, ko je bilo osvobojeno prvo taborišče, uničevalno taborišče Auschwitz, ki je s svojo krutostjo, s svojim industrijo holokausta, uničevanja, genocida nad sočlovekom prišlo v spomin nas, ki se spominjamo, se želimo spominjati, ohranjati spomin na naše rojake, na naše sodeželane, na naše sosede, ki so trpeli za to, da so bili Judje. Toliko za enkrat. Hvala za vaše poslušanje. Upam, da nisem bil predolg. Če pa ima kdo kakšno vprašanje, sem vam na voljo. Hvala lepa.